Imeti 13 avtomobilov v velikem prima testu je res prima, zato ker so tole skoraj vsi predstavniki in lahko res natančno izmerim in občutim razlike. Manj prima pa je imeti toliko avtov, zato ker lahko vsakem povem samo najpomembnejše, ne morem pa si vzeti časa za podrobnejšo razlago, ker sicer bi tale prispevek bil dolg 3 ure, bil bi dokumentarc, govoriti bi pa mogel David Attenborough. Kaj? Vse vmes puma. Seveda lahko precej daljši zapis že najdete na volan.si, kjer smo se na polno razpisali o teh avtomobilih, ker vemo, da marsikoga med vami zanima mogoče ravno ta in se ravno odloča za nakup. Razred majhnih križancev je namreč eden najbolj priljubljenih in vsak tretji kupec novega avtomobila pri nas se odloči za ravno enega od teh. Preden pa se zares lotimo, še en komentar. V bistvu pohvala. Očitno je priljubljenost tega segmenta poskrbela za to, da so avtomobili dobri. No, niti ne dobri, odlični so. In dejansko lahko kateregakoli med njimi priporočim, če so vam všeč takšni povišani avtomobili. Razlike med njimi so sicer, ampak danes bomo izpostavili samo ta glavne vrline. Ali pa ne vrline. No pa še ena stvar se mi zdi pomembna. In sicer vsi avtomobili tega segmenta so dovolj udobni. In če bomo pri katerem še posebej izpostavili dinamični karakter, to ne pomeni, da ni udoben. Je! Prav z vsakim se boste brez boleče zadnjice prepeljali daleč. Da bo ta test še bolj razburljiv, pa ne grem po abecedi, ampak po mestih. Od zadaj naprej, pomagal pa mi bo dežurni testis, pravzaprav testator, Anže. Kje pa je? Začnem s Jeepom Avenger, ki je zasedel 13. mesto, kar pa niti približno ne pomeni, da je to najslabši avto v segmentu. Ne, pač pomembne točke je izgubljal pri raznoliki ponudbi motorjev in pri materialih v kabini. Drži, z dobro opremo ima vsak avto sten volan in ta je tokrat edini s tem tečnim gumijastim in v tem segmentu ta sploh ne bi smel več obstajati. Avenger je pa fin, ker je vozniško lahkoten in lepo sledi voznikovim ukazom. Nas pa ta motor ni preveč prepričal, ker je skoraj premalo zmogljiv in ga je ves čas treba priganjati, zato je imel tudi drugo največjo porabo na tem testu. Nasploh je spredaj prostora kar nekaj in odlagališč dovolj, največ pa vam dejansko lahko povem s podatkom, da je pri večini kategorij s 6 možnimi točkami dobil samo po 3. Povprečnež torej, ki zadaj ni najbolj udoben in fajn, pa še s svojim visokim pragom je tečen. Vstopanje in izstopanje je zoprno, ni pa edini s to težavo, jo imata še 2 njemu sorodna avtomobila. Zanimivo, da je Avenger skupaj s Pumo dobil celo največ točk pri segmentu nedoločilniki, kar pomeni, da nam je vsem uredništvom v tem segmentu bil dejansko najbolj všeč. Ampak je Jeep, enako kot 12. Moka, največ točk izgubil pri uporabnosti. Moka je še eden tistih avtomobilov, ki že takoj navduši z obliko. Je simpatična in zanimiva, vozniku bo med vožnjo všeč prečiščena ergonomija, kjer zamer nimamo in nimamo jih niti pri izdelavi. Vse štima, ampak ni pa prostorna. To naj nujno ne bo zamera, ker vsi s seboj ne vozite vedno potnikov, če jih boste, pa takoj povem, da prostora za kolena skoraj ni. Niti visokega praga ne morem pohvaliti, zaradi njega je vstopanje malo bolj zoprno, enakega pa imata še Peugeot 2008 in Avenger, kjer vsi trije stojijo na enaki platformi. Moka je na primer tudi manj udobna od 2008 in torej bolj dinamično nastrojena. Krmiljenje ponudi več informacij, prostorska uporabna pa ni. Zanimiv podatek je tudi največja poraba na tem testu. Kljub tehnični podobnosti se je malenkost bolje od Moke odrezal Peugeot 2008, ki je več točk zbral predvsem pri uporabnosti, tudi zato, ker je med največjimi avti v segmentu. Peugeot je določene stvari v zadnji generaciji svojih avtomobilov totalno izpopolnil. Naprimer tole notranjost s krasnimi materiali in odlično izdelavo, seveda se na kakšnem mestu še najde trda plastika, se v tem segmentu itak povsod, večinoma pa je vse mehko in prijetno. Sedeža spredaj sta vrhunska, notranjost je tudi dovolj zračna, zadaj recimo več prostora kot v Moki, še vedno pa pri vstopanju moti visok prag. Vozniško je 2008 prijeten, a z umetnim krmiljenjem manj vabi k hitrejši vožnji. Totalno nenaporen je in zato všeč marsikomu, mene edino moti iCockpit, ker ne vidim vedno vseh merilnikov. In nisem osamljen primer, bi rekel, da vsaj polovica članov ocenjevalne žirije jamra na tem, kar sploh ni zanemarljivo. Kot zanimivost, avto je tudi najdaljši med vsemi na testu.
Na 10. mestu je pristal avto, ki je blestel v kategoriji cena, najmanj točk pa je dobil pri nedoločilnikih, ker zaradi svojih let ni več tako zaželen. Ampak če so vam bolj všeč avti stare šole, brez nekih modernih tečnih domislic, potem bo ta verjetno celo najboljši za vas. Vitara je na nekaterih področjih fantastična, na drugih se ji pa leta konkretno poznajo. Naprimer pri tem zaslonu z ultrapočasnim vmesnikom. In konec koncev s temi materiali, ki so vse prej kot fini na dotik, me pa ne motijo, ker med vožnjo nič ne škripa in malo bolj robustni materiali tudi v bistvu lepo sovpadajo z najbolj terenskim karakterjem med vsemi tokratnimi avtomobili. 4-kolesni pogon ima lahko samo še Yaris Cross, ampak je edino Vitara res terenska, če boste zahtevali. Obenem moram pohvaliti motor, je daleč najbolj prijeten med vsemi, 4-valjnik lepo zveni, ne cuka, se rad zavrti, je dovolj poskočen, sicer s porabo 5,7 litra ni med najbolj varčnimi, ampak je številka vsem dovolj majhna, hibridni sklop pa ne teži z izklapljanjem in zato mi je všeč. Na 9. mestu pa avto, ki je bil v kategoriji cene še nekaj točk pred Vitaro. Hyundai očitno še vedno ponuja dobro razmerje med ceno in dobljenjem. Kar nekaj teh malih križancev je bilo pred kratkim prenovljenih, tako da smo očitno izbrali ravno pravi čas za ta test, ne? No, tudi Bayon je sveže prenovljen in od njega smo vsi skupaj pričakovali veliko, potem pa nekajkrat med samimi merjenji kar pošteno zasopihali, ko so nas stvari pustile hladne. Ergonomiji spredaj ne očitamo nič, je zelo dobro poštimana, so pa materiali in sam dizajn podpovprečni. Vse skupaj je trdo, pa barno, suhoparno, sicer je dobro izdelano in med vožnjo nič ne škripa, so pa vseeno materiali tukaj med najmanj impresivnimi. Pohvalim ga lahko zaradi same prostornosti, okolje je zračno in spredaj se sedi zelo dobro, zadaj mu sicer manjka nekaj udobja, čeprav je prostora dovolj. No, pa motor lahko pohvalim, je lepo prožen in zvočno prijeten, po varčnosti pa v zgornjem delu spektra, sicer to še vedno pomeni samo 5,7 litra porabe, ampak nekateri znajo bolje. Evo, če Bayon ni dobil toliko točk pri nedoločilnikih, ki so naša subjektivna ocena, jih je pa zato največ dobila Puma na 8. mestu, ker nam je že od nekdaj všeč tako po izgledu kot po voznih lastnostih. Puma je čisto sveža in komaj po prenovi, ampak ravno zaradi tega mal viham nos. Veliki zasloni so sicer v redu in precej pregledni, je pa s tem izgubila nekaj klasične uporabnosti z gumbi, prav zares pa me moti v bistvu ta volan, ki je oglad in neokrogel in totalno prevelik. Ergonomija je sicer v redu in izdelavi ničesar ne očitam, niti ne počutil spredaj in zadaj, ker je kabina precej prostorna. Prtljažnik pa kljub velikim številkam o tehničnih podatkih bolj povprečno prostoren, čeprav z izjemno uporabno luknjo spodaj, kamor lahko spraviš marsikaj umazanega ali pa mokrega. Sam ne pozabiti pol tam, če so to kakšne ribe ali pa kaj podobnega. No, pa še vožnja. Puma je fina za pelat in podvozje krasno, ni pa najbolj dinamičen v segmentu, če je od Forda to kdo pričakoval. Puma se je odlično odrezala tudi na področju asistenčnih sistemov, kjer pa je največ točk dobil naslednji, na 7. mestu. Ampak zakaj so ti sistemi sploh postali tako pomembni? Ja, s to posodobitvijo julijsko GSR smernic morajo imeti že vsi precej asistenčnih sistemov vklopljenih oziroma vključenih. Zdaj, po drugi strani je to tudi malo za kupce oziroma uporabnike lahko malo moteče, ker to pomeni ogromno piskanja v modernih avtomobilih. Naredili smo test, kako avtomobili prepoznavajo prometne znake, najvišjo dovoljeno hitrost, prav zapeljali smo se po neki trasi, kjer je izmenoma se izmenja 50, 30, 50 omejitev hitrosti in zanimivo, samo 2 modela sta pravilno preklopila v pravem času na novo hitrost. Katera 2? Jeep Avenger in Opel Mokka. Esprit Alpine je tole. Captur z najboljšo opremo. Ampak brez skrbi. Celoten segment smo pri cenovni primerjavi izenačili z opremo in motorji, da smo primerjali jabolka z jabolki. Zato pri cenah nismo upoštevali točno teh avtomobilov, ker v tem primeru pač niso primerljivi, ne? Nekoč zame eden najslabših novih avtomobilov je v drugi generaciji in še po prenovi v resnici postal zelo dober. Meni še vedno ni vozniško všeč, ker je krmiljenje preveč umetno in mi res nič ne pove, ampak vam bo pa morda ta anemičnost prav všeč.
Sicer mu veliko ne morem zameriti, mogoče malo pri ergonomiji, ker je vse skoraj na tem velikem zaslonu, je pa dobro izdelan, dovolj prostoren in nasploh prijeten. Na isti platformi kot Captur, ki se imenuje CMF-B, sta tudi naslednja dva avtomobila. Na 6. mesto je zlezel atraktivni Nissan Juke, ki je največ točk dobil v kategoriji nedoločilniki. Smo rekli na začetku, da so nekateri avtomobili bolj specifični od drugih in Juke je takšen. Za družine ne bo. Njegov prtljažnik je skupaj z Avengerjevim daleč najmanj praktičen, sedenje zadaj ob zajetnih sprednjih naslonjalih, pa ob majhnih stranskih steklih, pa ob ne najbolj udobni klopi zadaj, na daljših poteh ne bo navdušilo. Torej je večinoma za dva potnika, ki cenita atraktivno zunanjost, oja, to pa. Samo še Peugeot 2008 si je za sprednja sedeža zaslužil vse mogoče točke in tudi tukaj se sedi krasno. Ergonomija štima, Juke je vozniško drugi najbolj dinamičen in navihan tokrat, tudi drugi najmanj je porabil, ga skratka priporočam za dva potnika, za družine pa ne. Ja, ravno pri prostornosti je zanimivo, kakšne so razlike. V bistvu razlike so kar velike, presenetljivo. To je pa predvsem povezano z zunanjo obliko. Tisti, ki so recimo bolj klasični zunaj, pa bi mogoče lahko rekli na prvo žogo, da so dolgočasni, so pač najbolj prostorni noter, kar je nekako logično. Tako da imamo tele zmagovalce, ki so na ti strani bolj prostornih, tudi zaradi tega, ker recimo na zvon so malo bolj škatlasti. Na drugi strani imamo pa enega Jukea, ki je krasen za videti navzven, pa zabaven, pa tako, pa je bolj utesnjen od zadaj, recimo. So pa veliko manjše razlike pri porabi, kot smo tudi ugotovili na našem velikem Prima testu. Zato, ker pač te avtomobili imajo danes učinkovite motorje, veliko je ponudbe blagih hibridov, tudi nekaj polnih hibridov, tako da seveda te porabe so dokaj nizke. Vsekakor pa tudi v tem segmentu še čakamo mogoče na nekaj več tudi alternativnih pogonov, tudi elektrika mogoče in tako naprej, ki bi bila potem ta energijska učinkovitost še toliko boljša. Ampak iz današnjega vidika kupcev dobijo pač dokaj varčen avtomobil, ki je tudi preprost za uporabo in vsakodnevno uporaben. Še Petelin se je strinjal z izjavami naših kolegov, se je ves čas oglašal tam zadaj. Mi pa smo že pri 5., pravzaprav ne, pri 2 četrtih mestih, ker sta se Mitsubishi in Toyota odrezala z enakim številom točk. Zanimivo je, kako sta si lahko tehnično identična avtomobila vseeno različna, pa čeprav v malenkostih. ASX je namreč kopija Capturja, zato pričakujte enake vozne lastnosti, enako porabo in enako tečna in z zadrgo težko dosegljiva Isofix sidrišča, ki so v bistvu nočna mora, če velikokrat nameščate otroške sedeže oziroma nepomembna lastnost, če so sedeži ves čas tamle. In hkrati v obeh primerih lahko pričakujete veliko prostora zadaj, za kolena praktično največ in ne manjka ga niti za glavo. ASX ima v bistvu precej zračno kabino in udobne sedeže spredaj ter zadaj, zato je kot družinska izbira lahko zelo zanimiv avtomobil. Tudi izdelavi ne oporekamo in prišepnem lahko še, da nam je tale kombinacija tkanine in dodatkov na armaturni plošči v bistvu bolj všeč kot pa zelo bogata notranjost tokratnega Capturja. V resnici je razlika med Capturjem in ASX-om samo 0,3%, kar je res zanemarljivo. Se je pa z enakim številom točk na 4. mestu odrezal še Yaris Cross, ki je veliko točk dobil pri nedoločilnikih in pri asistenčnih sistemih. Med hibridi je v tem segmentu pravi prodajni frajer Yaris Cross in njegova najboljša lastnost pri učinkovitosti in porabi goriva je ravno tale pogonski sklop. Na testnem krogu je Cross s 4,6 litra povprečja porabil manj od voznika, ki je pil vodo. Moja majhna zamera gre motorju samo na račun dretja, včasih je motor kar malo preglasen in se počasi umiri. Nasploh pa je Yaris Cross zelo prijeten avtomobil, ergonomsko dovolj dober, sedeži so fajn spredaj in z malenkost prekratkim sedaljnim delom zadaj, ker je dokaj oglatih linij, ne manjka niti prostora. Pravzaprav je med bolj uporabnimi tudi njegov prtljažnik je precej velik, čeprav tega glede na tehniko ne bi mislili. Zapeljati mi je tudi všeč in vem, da bo točno tale zdržal dlje, kot bo meni veljalo vozniško dovoljenje. To je pa tudi nekaj vredno, a ne?
To pomeni ogromno, itak. Ampak zakaj so ti avtomobili v resnici tako priljubljeni? Zagotovo, ker je širok spekter. Vsak proizvajalec ima, bom rekel, veliko teh avtomobilov in ne nazadnje zaradi cene, cenovne dostopnosti, zaradi uporabniške izkušnje in zato, ker avtomobili ponujajo več kot klasičen avto. Z njim lahko greš na morje, lahko greš v hribe, lahko greš po makadamu, karkoli. Bom rekel, nek multipraktik v tem segmentu. Jaz mislim, da predvsem zaradi višine, ravno malo višji so od navadnih kombi limuzin, malce več preglednosti je, malce več izgledajo, pa praktični so. Hkrati so pa še vedno dosti majhni, da tudi vožnja v mestnih središčih z njimi je dovolj enostavna, ni zahtevna, ima tudi dosti tehnologije, tako nekako najboljši kompromis vsega za še vedno relativno znosno ceno. So dosti kompaktni, lepo so not v njih sedi, se pravi enostavno vstopanje in stopanje. To je pač sigurno nekaj, kar marsikateri kupec išče. Pa seveda prostorni so dovolj za vsakdanjo uporabo, tudi družinsko bi rekel. Seveda pa tudi za empty nesterje, tako imenovane, se pravi ljudi, ki pač živijo sami oziroma pač v dvoje in ne potrebujejo niti tako velikega avta. In še top 3. Zanimivo je, kako določeni avtomobili, ki delujejo po principu manj je več, na koncu dobijo največ točk. In tako je tudi tretja Arona brez težav in kljub letom prepričala celotno ekipo. Ko sem bil v mulcu, mi rekel, da je treba starejše poslušati in se od njih učiti. No, marsikateri avtomobil tukaj bi se lahko učil od Arone. Je skoraj najstarejša, pa še vedno totalno zakon. Edina, ki ne piska in teži med vožnjo, skoraj edina, ki sicer mogoče malo manj navdušuje z neštetimi zasloni, čeprav imam tukaj enega in tudi digitalne merilnike, ampak se raje odkupi z enostavnostjo in skoraj popolno ergonomijo, kjer vse štima. Pri materialih je povprečna, pri izgledu s pravo opremo dokaj zanimiva, res navduši pa pri dveh drugih stvareh. Pri praktičnosti, kjer je kljub skromnim dimenzijam ponudila skoraj največ uporabnega prostora in veliko udobja za potnike. No, in s svojimi voznimi lastnostmi je daleč najbolj navihana in dinamična, pa vseeno čisto enostavno zapeljati. Motor je tudi dober, samo 5,4 litra je porabil na našem testnem krogu, kar je super. Na drugem mestu pa je en ljudski avto, ki je Anžetu še posebej všeč, se je prav zagrebil zanj. Če je Volkswagen v svoji skupini nekoč veljal za boljšega od Škode in Seata, vedno očitno ni tako. Z manj zanimivo barvo bi bil tale namreč zunaj daleč najbolj suhoparan. Znotraj dejansko najbolj navduši z uporabnostjo, na zadnji klopi se sedi odlično, stopala imajo veliko prostora pod sprednjimi sedeži, nad glavo ga boste potniki imeli več kot dovolj, v prtljažniku za prtljago, skratka povsod, ampak hkrati nič več kot v ostalih dveh sorodnih predstavnikih. In zapeljati je točen kompromis med malo bolj okornim Kamikom in ultra lahkotno Arono. Spet je v bistvu na vseh področjih zelo dober avtomobil s prijetnim voznikovim prostorom, njegova največja težava pa je zadržana in dolgočasna oblika, če želite malo izstopati. Veliki zmagovalec jesenskega Prima testa pa je tisti, za katerega sem že v začetku rekel, da bo itak med top 13. Tudi sicer pa sem nanj stavil v interni nagradni igri, zato so mi kolegi novinarji častili pico. Pred 4 leti je bil Kamik zmagovalec testa Prima in še vedno je v določenih pogledih eden najboljših, naprimer pri prostornosti in pri uporabnosti. Tukaj mu Arona diha za ovratnik, a je Kamik še vedno za odtenek bolj prostoren. Nameščanje otroških sedežev je še malo bolj enostavno, ergonomija je še malo boljša in odlagališč je še malo več. Materiali so tudi za današnje čase in vse tekmece čisto super, za družine je torej tudi Kamik eden najboljših predstavnikov. Je pa vozniško pač manj prepričljiv, krmiljenje je težje kot pri večini in pri dinamični vožnji je veliko bolj okoren od Arone. Če potrebujete veliko prostora v prtljažniku in udobje zadaj, pa ni boljšega. Evo ga, pa smo se prebili in dobili najboljšega. Ne nujno najbolj primernega za vas, vsekakor pa avto iz tega segmenta, ki je zares dober vsem. Še enkrat pa poudarjam, da noben med njimi ni slab, z nobenim ne boste zgrešili, je pa res, da ni nujno, da bo vsak znal in zmogel zadovoljiti vašim potrebam, ne? Ker eni imate pač radi dinamično vožnjo, drugi rabite veliko prostora, tretji imate radi samo lepo obliko. Zato le izberite tistega, ki je vam najbolj všeč.
Pravzaprav, bom rekel, nekako ni nobeno presenečenje. Sem pričakoval sicer še kakšnega kje drugje, malo višje. Za moje pojme, bom rekel, je tudi Juke, pa mogoče Ford Puma, pa Yaris Cross. Videli smo, da seveda cenovno malo odstopajo, da mogoče v kakšnih segmentih niso ok. Medtem pa, bom rekel, Volkswagen grupa, bom rekel, obvlada te stvari in imajo v vsakem segmentu, bom rekel, nekako porihtane stvari, ne, se pravi, dober motor, dobro se pelje, bom rekel, uporabni avtomobili, ne, noter in funkcionalni. In to je v bistvu tisto, kar kupec na koncu išče. Nisem niti presenečen, se vemo, da vozila koncerna Volkswagen so bila vedno dokaj dobro sprejeta v Sloveniji in tudi tukaj imamo 3 avtomobile, ki, ko se pokazali tudi za rezultati, so dovolj vozniško naravnani, prostorni, cenovno dokaj dostopni, ekonomični, tako da gre res za najboljši paket tega, kar v bistvu vsa vozila segmenta BSUV predstavljajo. Nekako pričakovano, bom rekel, ker spet, ko smo testirali te avtomobile, smo videli, da dejansko izpolnjujejo pač vse pogoje za neko uporabnost, od ergonomije do prostornosti, do opremljenosti. Tako da v resnici tokrat je bilo malo pričakovano, samo kdo bo na kakem mestu med prvimi 3 je bilo pa še zelo nekako videti. Pa preden nam pišete ali nas kličete, res je, na testu je manjkal še kak avto. Naprimer Citroen C3 Aircross, ampak je aktualni že prestar za primerjavo, novi, ki je tik pred prihodom, pa še ni pripeljal k nam. Kia s Stonikom ni želela sodelovati, Dacia pa z Dusterjem že krepko presega meje segmenta, ki smo jih določili, čeprav sami pravijo, da paše ravno v ta segment in je dober avto. Premium križancev pa nismo vzeli na test, zato ker so pač predragi. Tako pač je, vedno se pač najde še kakšen. Ampak na tokratnem testu je zmagal Kamiq, že drugič zapored, tako da očitno pri Škodi delajo nekaj zelo prav, a ne?